tokratnem podcastu Trivelis inštituta se osredotočamo na informacijski prostor kot eno ključnih prizorišč sodobnih varnostnih izzivov. Meje med obveščanjem, vplivanjem in manipulacijo so vse bolj zabrisane, informacijske operacije pa postajajo samostojen instrument strateškega delovanja, zlasti v majhnih in odprtih družbah. Gost tokratne epizode je Dejan Verčič, profesor, raziskovalec in eden najvidnejših slovenskih strokovnjakov za strateško komuniciranje. Že več desetletij se ukvarja s vprašanji vpliva, zaupanja in oblikovanja javnih narativov v politiki, gospodarstvu in širšem družbenem prostoru. Njegovo delo pa pomembno prispeva k razumevanju sodobnih komunikacijskih varnostnih izzivov. Pogovor bo torej usmerjen v razumevanje, kako se ti procesi konkretno odražajo v evropskem in slovenskem informacijskem prostoru danes. Torej, gospod Verčič, dobrodošli in če greva kar k prvemu vprašanju, kako se je po vašem mnenju informacijski prostor v Evropi v zadnjih letih strukturno spremenil? V zadnjih 40 letih, se splača iti toliko nazaj, se je svet medijsko postavil na glavo. Če se spomnimo časov, tisti, ki se še spomnimo pred letom 1990, smo imeli hladno vojno in medijski sistemi v vseh državah, tako na vzhodu kot na zahodu, so bili relativno centralizirani. Imeli ste en RTV sistem, da ste lahko oddajali televizijski program ali pa radijski program na kratkih valovih, ste morali imeti zelo drago opremo, potrebovali ste velike reportažne avtomobile, potrebovali ste dovoljenje od države za licenco, za to, da ste lahko uporabljali spekter, potrebovali ste oddajnike in zveze, za to, da je to vse skupaj delovalo in to je bilo relativno enostavno nadzorovati. Podobno je pravzaprav bilo tudi pri tisku. Ta stvar se je povsem spremenila in sicer iz dveh razlogov. Eni so politični, drugi so pa tehnološki, ne? Ko je Berlinski zid padel, je socializem se sesul, na zahodu pa je prevladalo prepričanje, da je prišlo do večne zmage. Konca zgodovine, kot je Francis Fukuyama to poimenoval. In zaradi tega so tudi vsi varnostni standardi padli. Ne? Naša resnica, ne, je samo ena resnica, v svet bo lepo zdaj se pogovarjal, ne, in ne bo več nobenih konfliktov. Tehnološko se je medtem pa zgodilo to, da istočasno, kot je padal pravzaprav Berlinski zid, ste imeli najprej prihod satelitske televizije, ljudje so si krožnike devali na strehe in so lahko začenjali gledati tudi druge televizijske programe. Temu je sledila kabelska televizija, vsi smo se pokablirali takrat, ne, in na koncu je prišel še internet s pretočnimi vsebinami na koncu in vsem ostalim, kar je s tem prišlo. In spet je veljalo splošno prepričanje, ne, s tem sploščenjem, da tako rečem, medijskega prostora, z internetom, na katerem lahko vsi komuniciramo vsemi, ne, na katerem je prišlo do tako imenovanega množičnega samokomuniciranja, ne, smo ustvarili nek ogromen prostor demokracije, kjer se bomo vsi imeli radi. Potem pa se je zalomilo. Ne, in ta zlom se je najprej zgodil pravzaprav v arabskem svetu. S pojavom Al-Kaide in potem Islamske države je prišlo do spoznanja, da ta prostor, ki je bil najprej doživljen kot nek zelo odprt prostor, se da zelo dobro uporabljati za strateške politične namene. In tukaj je treba priznati, da recimo Al-Kaida na začetku je bila neverjetno uspešna in to za svojimi mladeniči, ki so jo šolali praktično na najboljših zahodnih univerzah. Ne? Namesto teh ogromnih RTV sistemov, dragih tiskarn in vsega, kar je bilo včasih potrebno za to, da si ti oddajo svoje programe, ne, je danes potrebno, nimam ga v žepu, mobilni telefon. Ne. Z enim pametnim telefonom danes lahko ustvarjamo kakršnekoli vsebine in te vsebine širimo. Z tega stališča se je tudi proizvodnja, torej medijskih vsebin, demokratizirala, odprla, ne. Na kar se je pa začelo tudi kazati, da ta svet pa vendarle ni tako enostaven, ne, da zgodovina ni prišla do konca, ali pa da ta konec ni dolgo trajal, je kmalu prišlo do konca zgodovine, ne, in razen islamizma na eni strani, se je na drugi strani zgodil obrat v bivši Sovjetski zvezi, kjer se pojavi Rusija, ki spet si želi vzpostaviti stari imperialni prostor,
Na tretji strani se pojavi Kitajska, ki se začne gospodarsko odpirati v svet in želi močnejšo vlogo, in komuniciranje naenkrat postane eden izmed prevladujočih načinov vzpostavljanja novih struktur moči v svetu. Meja med tem, kje je mirovno delovanje in kje je vojaško delovanje, se začne v veliki meri brisati. Ampak če ravno tukaj, v hladni vojni smo veliko govorili o propagandi. Ali je bila to notranja propaganda v državi, lastne države, Sovjetska zveza je bila zelo znana po tem, da so svoje državljane na ta način usmerjali v pravilno, kot so oni rekli, tudi na zunaj je delovala. Zdaj me pa zanima, ali je to, da praktično te države lahko pri nas direktno do posameznika pridejo, govorimo lahko že o propagandi ali bolj o strateškem vplivanju, da bi dosegli svoje cilje. Kako bi tle mejo določili? No, definicije teh pojmov so skozi čas spreminjajo, tako da mirno bi lahko to vse prekrili s pojmom propaganda, ampak je to določena faza razvoja propagande, recimo temu tako. Globalno komunikacijsko strateško delovanje se je pravzaprav začelo z pojavom kratkovalovnih radijskih oddajnikov. In celoten sistem, ki ga imamo še danes, recimo BBC-ev je konec koncev bil ustanovljen s tem namenom, da informacijsko vpliva lahko na druge konce sveta. Kar je pri teh kratkovalovnem oddajanju radijskih programov bilo bistveno drugačno od tega, kar poznamo danes, je, da si poznal vir. Ti si vedel, da poslušaš nekoga. In takrat so se vsi ukvarjali s vprašanjem, kaj je pomembno za to, da bi mi temu verjeli. Skratka, vir mora biti verodostojen, strokoven in tako naprej. Kar se danes dogaja, pa je na nek način nadgraditev tega modela z naslednjimi elementi. Prvič, v 50 letih že prejšnjega stoletja je bilo ugotovljeno, da je zelo težko neposredno vplivati na ljudi. Skratka, to, da mi streljamo z svojimi sporočili v smeri nekoga, z idejo, da ga bomo zadeli neposredno možgane in da bo on spremenil svoja stališča, prepričanja, to zelo redko ali pa pravzaprav skoraj nikoli ne deluje. Dosti boljše deluje tako imenovan dvostopenjski model vplivanja, kjer vi poskrbite za to, da mnenjski voditelji spremljajo vaša sporočila, so z vami v nekem odnosu in potem oni sami naprej razlagajo te različne zgodbe, stališča, prepričanja tistim, s katerimi se družijo. Iz enostavnega razloga, ker večina ljudi v resnici se ne ukvarja recimo svetovno politiko. Imajo druge probleme, imajo druga življenja, ampak na koncu, ko se pa moraš odločiti, recimo preden greš na volitve, koga boš volil, vprašaš ljudi, ki jih ceniš, kaj se pa dogaja, koga pa bi volil in potem ti ljudje lahko vplivajo na te. Spet, včasih je bilo s temi mnenjskimi voditelji relativno težko upravljati iz preprostega razloga, ker je bilo potrebno to fizično početi. Ti, če si hotel imeti nekoga, ki ti je izrazito naklonjen, si pač moral iti do njega. Tako je tudi nastal velik del tega, kar se imenuje danes javna diplomacija, razni študijski programi, kjer ti ljudi pripelješ k sebi, pa se z njimi ukvarjaš. In to vsi počnejo, vse smeri to stalno poteka. No, z pojavom interneta, še posebej s pojavom družbenih omrežij, se pa je ta zadeva še naprej demokratizirala, še bolj enostavno je postalo. In zdaj ti lahko se ukvarjaš s tem, kdo so tisti, ki so ti relativno naklonjeni. In tu pridemo pa zdaj do zelo dolgega kontinuuma, oziroma premice, kjer imamo na eni strani, če hočete, plačane agente, ki profesionalno to počnejo, in na drugi strani naivne bedake, ki to isto počnejo, ne da bi vedeli, da počnejo, in vse, kar si lahko vmes na sredini predstavljamo. In zdaj s temi različnimi mnenji, s temi različnimi glasovi je mogoče izdaljave relativno enostavno upravljati, zaradi tega, ker računalniki omogočajo, da spremljaš bistveno večje število ljudi, skrbiš za distribucijo teh njihovih mnenj in potem ustvarjajo različne oblike pospeškov na ta njihova sporočila, ki se postanejo naenkrat
bistveno bolj vidni. In naenkrat postane to ena taka zelo zapletena igra šaha, kjer predstavljaš stalno neke figurice, na katero je pa zdaj prišla še umetna inteligenca, ne, ki pa omogoča še hitrejše, še bolj natančno ciljene različnih ljudi. In zdaj samo, da končam prejšnjo zgodbo še vendarle, ne, ko je prišla Al-Kaida in začela se ukvarjati z informacijskim vojskovanjem proti Zahodu, ne, in z novačenjem svojih vojakov na Zahodu, je Zahod to opazil in se začel resno ukvarjati nečim, kar se je poimenovalo strateško komuniciranje. In to so Rusi opazili in so Rusi začeli se s tem istim ukvarjati, ne, in začeli nadgrajevati to zgodbo, na kar so Kitajci to isto zgodbo opazili in so začeli nadgrajevati. In danes imamo vse velike igralce, ki pravzaprav se s tem prostorom ukvarjajo. Ključno vprašanje, s katerim se pa vendarle moramo na koncu dneva pozabavati, pa je, zakaj to počnejo. In tu se mi zdi najbolj pomemben element. V nekem normalnem mirnodobnem življenju, ne, so vsi zainteresirani za to, da jih imajo drugi bolj radi kot druge. Iz različnih razlogov, konec koncev tudi gospodarsko je. Ne. Če te cenijo, bodo pripravljeni tvoji tržni znamki priznati višjo ceno. Ne. Ampak, kar se danes dogaja na področju strateškega komuniciranja, pa je, da se predvsem poskuša ustvarjati čim večja škoda. Gre za zelo namerno poseganje v informacijski prostor z različnimi nameni, od tega, da se poskuša ustvarjati nezaupanje v politične sisteme, v politične voditelje, v izvedbo volitev, da se poskuša preusmeriti tudi tok političnega življenja v neki državi. In v vsem tem so male države, ne, še posebej občutljive zaradi tega, ker ne razpolagajo s kritično maso, kakršno si lahko privoščijo veliki igralci. Ne. In tukaj je pa zelo pomembno, da vsi skupaj to igro razumemo. Jaz se zelo rad vrnem nazaj k Aristotelu. Ne. Zakaj je Aristotel šel svoj čas pisati 2000 let nazaj retoriko? Ne. Šel je pisati retoriko zato, ker je hotel ljudi, ki jih je on razumel prodemokratične, ne, naučiti, kako poteka prepričevanje v nekem prostoru, kjer je demokracija takrat že bila ogrožena. Ne, ti si lahko takrat že najemal govorce, ki so govorili za tebe ali proti tebi, in to je na nek način začelo ogrožati neko normalno delovanje demokracije, ki pa vendarle temelji na neki odprti razpravi. In ta odprta razprava spet v našem času ima še en pomemben element. Ne. Mi, ko odprto razpravljamo, se gledamo, tako kot se gledava danes mi dva. V informacijskem vojskovanju danes pa se poskuša v ta najin pogovor posegati z obrazi, ki jih ne vidiva. Ne, to je približno tako, kot da mi dva imava zdaj neko razpravo, poskušava se v nečem dogovoriti, zraven pa stoji 10 zamaskiranih, ki nama vletavajo v besedo in stalno poskušajo skrbeti za to, da se mi dva ne moreva nič sporazumeti. In te zamaskirani obrazi so eden izmed največjih problemov, ki jih danes imamo na družbenih omrežjih v političnih razpravah. Ampak če gremo zdaj še v praksi, če bi lahko razložili koncept tuje informacijske manipulacije in vmešavanja širše javnosti. Kako, če nadaljujemo zdaj recimo iz tradicionalizma, kako bi to lahko še razložili? No, eden izmed, torej glavni razlog za zunanje informacijsko manipuliranje in vmešavanje je zlonamerno delovanje, katerega namen je po eni strani vplivati na stališča ljudi v neki ciljni državi z namenom, da se spremeni politični tok življenja v tej državi. Zdaj, da bi to bilo sploh mogoče, morajo v tej državi obstajati ljudje, še posebej v sami politiki, ki bi bili pripravljeni tako delovati. Ne, skratka, če poenostavim do skrajnosti, Slovenija je zanimiva, tako bom rekel, za širši prostor iz dveh razlogov. Prvič, ker je članica Evropske unije, in drugič, ker je članica NATO. To sta dva razloga, zaradi katerih se je tudi Slovenija
tako kot mnoge države, znašla v centru zanimanja. Zdaj, No, ampak gremo po korakih, če lahko. Ne? Podpora Evropske unije je zelo visoka v Sloveniji. res je. Podpora, da bi se bolj združili, je tudi visoka. Res Tudi je. za NATO je višja, kadar se javnost vpraša, kot Res imamo je. mi mogoče občutek, da bi bila. Res je. Kako so potem lahko uspešni? Kot prvo, vse ni nujno, da so uspešni. Ne? Prvo, da bi bili uspešni, bi morali dosegati neke realne učinke. Zdaj, najprej moramo razumeti, da politično življenje se ne dogaja v vakuumu. Ne? Tukaj ne nastopajo samo sporočila, tukaj ni samo komuniciranje. Tam zunaj je nek realen svet. V tem realnem svetu je blizu nas zelo resna vojna. Rusija se je odločila, da bo vzpostavila svoj stari imperij in zato je napadla Ukrajina. V tej ukrajinski vojni gre zelo slabo v resnici. In pravzaprav moram reči, uspeva del ruske propagande to celo nekako umiliti. Ampak dejstvo je, da cena, ki jo Rusija plačuje predvsem v življenjih ljudi, je izjemna, kar je pa uspela zaenkrat dobiti, je pravzaprav zelo malo. Glede na to, da so šli na Kijev, do zdaj so zasedli cirka 20%, niti ne ozemlja, previsoka cena za to, kar so dobili. Ne? Skratka, imamo vojno na eni strani. Na drugi strani imamo neke čudne premike v Združenih državah Amerike, ne, z idejami predsednika Trumpa, da bi pa on kar si prisvojil Grenlandijo in podobno, kar spet na nek način ljudi vodi v smer, da dajmo stopiti skupaj, da bomo lažje skrbeli drug za drugega. In dviguje se tudi zavedanje, da je naš način življenja v Evropi precej drugačen od drugih delov sveta. Ne? Da imamo nek relativno uravnotežen odnos med delom in prostim časom, da imamo nekatere javne storitve, ki nam omogočajo, da tudi če se znajdemo v neprijetnih okoliščinah, zaradi tega ne bomo bankrotirali in propadli, ne? Kot recimo, če zbolimo, skratka, javno zdravstvo nam vendarle daje neko varnostno mrežo, imamo javno šolstvo, zaradi katerega lahko diplomiramo, ne, da bi imeli strašne kredite, ko smo končali študij in tako naprej. In ljudje so pripravljeni, ne, stopiti skupaj za to, da se to zaščiti. Tudi narava, konec koncev. Ne. Zadnja leta se zaradi vseh teh različnih novih pritiskov predvsem manj govori o tem, da je potrebno zaščititi planet, zaradi tega, ker bomo sicer poskrbeli, da bomo sami sebi skopali grob, ampak tudi zaščita narave, kakovosti hrane, zraka in podobnih zadev je eden izmed teh zadev, ki se tukaj ščiti. In ljudje so pripravljeni, ne, stopiti skupaj. Razumejo, da Slovenija sama je enostavno premajhna, mi sami ne bomo uspeli. Torej moramo z drugimi majhnimi in srednjimi državami, ne, poskrbeti, da bomo sposobni svoj način življenja ubraniti pred točno tem, kar ste tudi sami opazili. V drugih delih sveta smo priče izjemni retradicionalizaciji življenja, pravi regresiji. Ne, tako soočeni s stresom, ne, se ljudje v Rusiji, tudi na Kitajskem, s konfucianizmom, če hočete, kot v Združenih državah Amerike, s tem naraščajočim fundamentalizmom, posebej verskim, ne, poskušajo vračati neke svetove, za katere se nam je zdelo, da so že zdavnaj za nami. In tudi zato imamo vsi skupaj marsikdaj občutek, da smo se vrnili 100 let nazaj, da nismo v 20 letih 20. stoletja, ampak da smo v 21. stoletja, ampak da smo v 20 letih 20. stoletja. Retradicionalizem, velike sile, različni narativi, ki se pojavljajo, ampak če stopiva korak nazaj, katere korake tuje manipulacije, informacijske manipulacije, pa so danes najtežje zaznavne? Kako, 2-3 primera, če bi tako lahko, recimo, kako jih sploh, če jih lahko zaznamo? Mi kot uporabniki, recimo družbenih omrežij, nimamo pravega občutka, koliko je kakšno mnenje razširjeno. In tukaj je ojačevanje in hitrejša distribucija nekaterih objav na račun drugih objav nekaj, kar poteka pod našo
zavestjo, da tako rečem, ali pa zunaj naše zavesti, ker tega v glavnem ne vidimo in lahko pomembno vpliva na to, kako neko družbeno omrežje v neki državi v danem trenutku deluje. To se da spremljati in to se mi zdi ena izmed pomembnih zadev, za katero bi v Sloveniji morali vzpostaviti vsaj minimalni nadzor, ne, da vidimo, kdaj prihaja do profesionalnega pletanja, ker to pletanje se lahko dogaja, ne rabi se dogajati iz Slovenije, niti iz Moskve, to lahko nekdo počne, ki sedi na obali Balija, ne, in preko svojega računalnika. V Makedoniji, če se ne motim, so bile tudi skupine prepoznane, nekatere, ki so to počele za denar. Ne samo to, tudi mislim, da v tem trenutku poteka uradna preiskava Združenih držav Amerike proti podobnim tovarnam trolov v Srbiji, ki so poskušali vplivati na zadnje predsedniške volitve v Združenih državah Amerike. Tako da tega je kar precej. Ampak razen teh čisto tehnoloških zadev, ne, se dogajajo nekatere bolj vidne, nižje tehnološko zapletene zadeve, ki bi jih mi, če bi osvestili, kaj se dogaja, bistveno lažje nadzirali. Ne. Tukaj se mi pa zdi pomembno poudariti naslednje. Ne. Mi danes kot ljudje živimo hkrati v analognem in digitalnem prostoru. Ne. Analogni prostor je to, ne, kar lahko pridemo. Ne. Digitalni je pa to, kjer bo objavljen ta najin pogovor, ne, se pravi na spletu, na družbenih omrežjih in tako naprej. In mi moramo začeti razumeti, da mi smo isti ljudje tukaj in tam, da živimo hkrati v obeh prostorih, oziroma da je to za nas en prostor, tako kot čas prostor, če hočete. Ali ga danes sploh še znamo ločiti? Ne, ne bi sploh smeli, jezik je tak, ki ga ločuje. Ne? Ampak v resnici mi ves čas živimo vzporedno, hkrati, ne vzporedno, hkrati, to ni več vzporedno, ne? Nista svetova dva, to je danes en svet. Ne? Mi živimo hkrati na ta dva načina, recimo temu tako, in zato moramo končno prepoznati, da tudi v digitalnem prostoru morajo veljati enaka pravila civiliziranega vedenja, kot veljajo v analognem prostoru. Tukaj pa je pomembno se spomniti ene pomembne zadeve, ki jo pogostokrat pozabljamo. Leta 1996 je v enem zakonu v Združenih državah Amerike bil vstavljen člen 230, ne, ki je odvezal lastnike digitalnih platform odgovornosti za vsebine na njihovih platformah. To je razlog, oziroma to je povod, oziroma to je izgovor, zaradi katerega se danes do digitalnega prostora gleda kot na neko divjino. V pozitivnem pomenu besede, skratka, to je nek neosvojen prostor, kjer vsakdo lahko počne karkoli, lahko greš s krepelcem, pa drugega po glavi, pa ne, v imenu svobode govora se ti nič ne bo zgodilo. Ne. Mi moramo ugotoviti, da tisti člen je bil takrat dodan delno zato, da je omogočil tehnološkim velikanom zelo hiter razvoj, delno pa zato, ne, da jih je odvezal odškodninske odgovornosti, ki velja v analognem svetu. Jaz mislim, da mi moramo odškodninsko odgovornost ustaviti tudi v digitalni prostor, kar po domače povedano pomeni najbolj banalni način. V Sloveniji velik del tujega informacijskega delovanja in mešavanja v slovensko politično življenje poteka v tako imenovanih komentarjih pod spletnimi objavami. Tudi na javni televiziji, če hočete. Ne? To počnejo ljudje, ki se ne rabijo identificirati. Ne? Večina je anonimnežev. Ne? Vemo, zato ker pač to raziskave po celem svetu kažejo, da jih je ogromen odstotek popolnoma lažnih in da so zelo verjetno računalniški roboti, ki nastopajo. Ne? Tako kot v normalnem omizju, mi ne bi nikogar pripustili, nikogar z masko na obrazu. Oziroma anonimnost, ne, v javnem komuniciranju na Zahodu, v naši civilizaciji, je sprejemljiva samo za zaščito žrtve.
Skratka, če gledamo neko televizijsko oddajo, neka žrtev nastopa, je pa popolnoma razumljivo, ker se boji, da bi se ji kdo maščeval, da se ji zakrije obraz, da se ji spremeni govor in tako naprej. Ne? Da bi pa nekdo, ki morda celo velja za nasilneža, nastopal lahko anonimno, je pa za nas nesprejemljivo. Ne? Skratka, mi razpravljamo z imeni in priimki. Zato se mi zdi pomembno osvestiti, da je digitalni prostor enak prostor kot analogen prostor in da veljajo enaka pravila obnašanja, ključno s kazensko odgovornostjo. Ena stvar, ki pri mene je začela skrbeti zadnje leto, dve, je, da z pojavom umetne inteligence nas je do zdaj nekako slovenščina reševala na spletu. Ker enostavno je lahko nekdo zelo hitro opazil, da je čudna slovenščina, nekaj ni bilo v redu. Z umetno inteligenco pa lahko recimo Rusija ali pa kdorkoli drug zelo prepričljivo ustvari lažni profil, ki ima vse atribute nekoga, ki zelo dobro govori slovensko, razume kontekst, razume vsega. In tukaj je potem moje vprašanje, ali platforme lahko sploh še učinkovito preprečujejo koordinirano, neavtentično vedenje? Lahko. Tu pa lahko kot profesor povem, redno študenti uporabljajo umetno inteligenco. Ne glede na to, kar jim boste rekli, bodo to počeli. Pri večini se da ugotoviti, že na prvi pogled, da je pisano z umetno inteligenco. Res, da bo to s časom vse težje, ampak če osvestimo to igro, da temu tako rečemo, ne? Skratka, mi moramo vedeti to, kar ste vi pravzaprav rekli. Mi moramo vsi skupaj ozavestiti, da je pač digitalni prostor enak analognemu prostoru in da ljudje so različni. Ne? Večina ljudi živi neko urejeno življenje, ne? In si želijo, da bi nam vsem skupaj bilo boljše, nekateri se bolj trudijo, nekateri se manj trudijo, nekateri so pa nasilneži, s katerimi je treba posebej delati. In da obstaja tujina enako, ne? Obstajajo deli sveta, ki so nam naklonjeni, ki nam niso naklonjeni, ne? Z enimi sodelujemo, drugi bi nas radi povozili in mi se bomo morali naučiti v tem živeti. Res je, zaradi možnosti umetne inteligence, da vedno bolj naravno komunicira z nami, da je vedno težje na prvi pogled videti, da imamo na drugi strani stroj, nas lahko ogroža. Ampak na drugi strani nam to tudi omogoča, da celo zadevo obrnemo na glavo. Ne? Tudi nam kot Slovencem je danes bistveno lažje, v bistveno več jezikih komunicirati nazaj. Ključno je, in tu se mi zdi zelo pomembno, da mi začnemo vsi skupaj razumeti, da je ta komunikacijski del našega življenja izjemno pomemben in da mi začnemo ljudi zelo zgodaj že vzgajati in delati na njihovem opolnomočenju, da znajo v takšnem svetu živeti. Tako kot je finančna pismenost danes izjemno pomembna, mlajši kot si, večji del odgovornosti za tvojo prihodnost bo na tvojih plečih, ne, in boš moral enostavno biti, tako kot je digitalna pismenost danes izjemno pomembna, ne, konec koncev že portal Zvem, ne, postaja ključen za to, da lahko v zdravstvenem sistemu deluješ, ne, in se ljudje morajo to naučiti. Enako bo veljalo za informacijsko, komunikacijsko in medijsko pismenost. Mi bomo morali začeti razumeti, kako ta prostor deluje, kdo so igralci na njem, kaj počnejo. In tukaj bo zelo verjetno prišlo tudi do tega, da bodo novinarji dobili neko čisto novo vlogo. V tem smislu, da bodo bolj usposobljeni za prepoznavanje poskusov zunanjega zlonamernega vmešavanja v naše življenje. Ne? In to se mi zdi daleč najbolj pomembno, da skratka, da to osvestimo, da na tem začnemo delati. Sicer lahko res končamo kot neki pajaci na nitkah, ki jih bodo drugi dvigovali. Ali ima Slovenija specifične ranljivosti, ki jih informacijske operacije posebej izkoriščajo, po vašem mnenju? Posebnost Slovenije je njena geografska lega, ne? Mi smo najbolj zahodnoslovanski narod v jedru, ne? Z neko zgodovinsko navezavo tudi na Balkan.
ne, in iz tega razloga v Sloveniji živi precej ljudi, ki ne čutijo nujno pripadnost Zahodu, da tako rečem. Ne. Slovenija zgodovinsko pripada Zahodu. Ko je Rimski imperij razpadel, ne, sta Slovenija pa Hrvaška, če gledamo ta del sveta, ne, šli na Zahod, sta ostali na Zahodu, je šel pač na drug konc. In mi imamo neko to zgodovinsko navezanost. Ne. Ta zgodovinska navezanost zaradi zgodovine novejše, zaradi migracij in vsega se je marsikje mogoče pretrgala, smo pa sicer zgodovinsko bili na pomembnem logističnem križišču, ne, ki je danes dobilo nekatere nove elemente, ki so pač bili povezani s tem, da je, ne, na eni strani imamo ruski svet, ki se zelo široko razume pri sebi, ne, na katerega se navezuje srbski svet, ki spet zelo široko razume sebe, in ta srbski svet je celo vrsto nekaterih logističnih operacij, kot vemo, poskuša upravljati preko Slovenije. In že zato obstaja nek poseben interes, ne, da naj Slovenija ostane posebej razumljiva do tega dela sveta in da naj, ne, do Republike Srpske pa do Srbije bo bolj razumevajoča. Ne, in to nas gotovo da postavlja v poseben položaj. Pa se vam zdi, oprostite, se vam zdi mogoče, da je ruska informacijska manipulacija v Sloveniji lažje uspeva kot recimo v Nemčiji ali pa Franciji? Primerjalno da, kar pomeni pri enaki količini vloženega denarja, ne, se pravi, če so vsi drugi pogoji enaki, je lažje njim v Sloveniji delati iz več razlogov, tudi zgodovinskih. Ne. V Sloveniji vendarle, ne, obstaja ta panslavistični element. Ne. In občutenje, da, ne, v nekih zgodovinskih trenutkih, recimo po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni, je ta slovanski element morda, nekateri so mnenja, prispeval pri ohranjanju meja. Drugi bojo rekli nasprotno, ne, meje so slabše, kot bi lahko bile zaradi tega. Ne. Se pravi, obstaja ta element. Drugi element je čisto ideološki. Ne. Mi smo bili 50 let pod komunizmom in to razumevanje, ne, tega prostora, ki je bil vendarle vzhodnoevropski, je tudi iz tega stališča ostalo. Jaz predvidevam, da cela vrsta tudi akterjev, danes v glavnem sicer niso več živi, ne, ampak nekaj pa se je tudi preneslo teh starih omrežij, ki so povezovala cel ta blok, ne glede na to, da je Jugoslavija takrat imela poseben položaj, ampak vseeno. Ne, te vezi so se navezovale. Tako da, po mojem mnenju, je v Sloveniji večja občutljivost za to in moram reči, da po mojem mnenju Rusom relativno dosti uspeva v Sloveniji. Ne. Kar se med drugim vidi tudi potem, da do pred nekaj meseci se o tem v Sloveniji sploh ni govorilo. Pa nadaljujemo tukaj. Ne? Projekt RTV Expose je pokazal, ste že omenili danes, ampak če gremo malo še v to specifiko, kako lahko digitalni komentarji na, gremo reči, tradicionalnih platformah, pa to zelo široko zdaj, kot tradicionalnih jemljemo, javnih medijev postanejo infrastruktura javnih vplivnih operacij. Kako bi z perspektive strateškega komuniciranja vi označili vlogo ali pa moč teh komentarnih platform? A se splača? A je efekta? Mogoče ni večji efekt recimo na Facebooku ali pa kje druge? Te platforme dajo nek prostor, kjer po eni strani imamo dve strani tukaj. Ne? Na eni strani imamo ljudi, ki so naklonjeni recimo Rusiji v dani situaciji, pa vzemimo samo situacijo vojne med Ukrajino in Rusijo v tem trenutku. Ne? V Sloveniji obstaja nemalo ljudi, ne, ki čisto zares verjamejo in to širijo, ne, da je pravzaprav Ukrajina napadla sama sebe. Ne? In da Rusija tu brani neko bogo manjšino tam, ne, ki jo je
Ukrajina ugrabila, ne, in da je zato treba cel režim zamenjati, oziroma ta režim je tako ali tako prišel na oblast nelegitimno in ne vem kaj še vse. Čisto zares obstaja. Te ljudje se pravzaprav preko teh platform medsebojno vidijo, ne, in se konec koncev lahko hrabrijo. Imamo, se pravi, ta sklop. In ta sklop je neposredno vezan tudi zelo verjetno na rusko veleposlaništvo v Ljubljani, pa tako naprej, vse do Moskve in vseh ostalih tovarn trolovskih, ki imajo na razpolaganje. Ne. Na drugi strani se pa ti komentarji lahko uporabljajo kot sidrišča za bote, ne? Računalniške robote, ki ustvarjajo in ki širijo te vsebine, ne? Da se lahko nekje prisidrajo, ne? Da jih lahko tudi ljudje, ki jih oni sicer ne bi zaznali in jim ne bi poslali to sporočilo, najdejo. Ne? Ker konec koncev mi na svojih straneh, na Facebooku, Instagramu, kjerkoli že smo, vidimo omejeno količino objav. Ne? Tukaj se odpira dodaten prostor za še več vsega tega, kar je mogoče tja obesiti. No, ta analiza je pokazala, bom prebral, da ne bom številk zmotil, da so 150 novic pregledali in okoli 3000 najbolje ocenjenih komentarjev. Analiza je pokazala, da jih je več kot 90% je prorusko ali izrazito protizahodno retoriko imajo. Prorusko smerje ali izrazito protizahodna retorika. To močno odstopa od vseh javnomnenjskih raziskav, ki sem jih jaz videl, ki jih tudi vidimo na javno, da je to. Kako takšna namišljena večina, pa lažna večina, ki se pojavlja v komentarjih, lahko vpliva na politično in družbeno razpravo v majhni državi, pri nas recimo, se vam zdi? Pa, kot prvo, politiki in njihovi sodelavci tudi spremljajo te komentarje, ne? In dobijo lahko nek lažen občutek, da je teh ljudi, ki podpirajo rusko zgodbo, bistveno več, kot jih je v resnici. Še posebej, če gleda v tem trenutku poteka resna razprava o tem, koliko sploh zaupati javnomnenjskim raziskavam. Mislim o temu, skratka, ne? Najprej poskrbiva za to, da nihče ne zaupa v javnomnenjske raziskave, ne? Oba poznava podatke o tem, da so Slovenci izjemno naklonjeni Evropski uniji, tudi na ravni Eurostata se to redno kaže, ne, da so večinsko zelo naklonjeni NATO, ne, ampak ne, tukaj pa nastopajo eni, ki ves čas trdijo, ne, oni tam lažejo, ne, nas je tukaj bistveno več, bravo ta naš, ne, mi tako je, ne, mi moramo poskrbeti za to, da bo Slovenija suverena, ne smemo dovoliti, da nas gnili Zahod izkorišča, ne, bratje Ruse tukaj vsi maltretirajo, ne, pa če bi se mi zdaj tu zmenili, bi bistveno boljše lahko živeli, ne, bi prišli do cenejšega ruskega plina, pa do cenejše nafte, ne, v bistvu je Vučić pravi frajer, ki tukaj vmes plava, ne, spet bi morali biti neuvrščeni, ne, to je daleč najboljša pozicija, kaj nam bo NATO, razglasimo nevtralnost, ne, vojska preveč stane, kaj bomo zdaj toliko vlagali v vojsko, ne. To se tako na eni otroški ravni zelo lepo sliši, ne. To ste zelo lep buket teh ruskih narativov. Tako je, ne, to so vse te zgodbe in zdaj te zgodbe pravzaprav hranijo ena drugo, v ozadju pa v resnici obstajajo zelo močni računalniki, danes podprti z umetno inteligenco, ki pravzaprav te objave sami prepoznavajo in jih potem všečkajo, ne, in na ta način dvigujejo tudi vidnost teh objav. In ustvarja se na nek način, ne, lažen občutek, ne, da je pravzaprav ta proruska smer v Sloveniji bistveno večja, kot v resnici je. Ampak če bi nadaljevali v tem, ali bi mi morali vse komentirne sisteme, zdaj jih trenutno, kolikor jaz vem, kontroliramo v smislu kazenskega zakonika. Ali bi tukaj morali razširiti tudi na uredniško kontrolo samih? Absolutno. Ampak kako bi pa to naredili? Kako bomo mi recimo lahko bi to naredili, da ne bi posegali preveč v svobodo govora? Tudi svoboda govora je ustavno zaščitena kategorija. Skratka, če ti nekdo poseže v svobodo govora, imaš tudi ti pravno varstvo to zaščititi, ne? Ampak, kot sem že rekel, najprej moramo prepoznati, da tudi ta del objav se dogaja na urednikovanem prostoru. Ta prostor ni eksteritorialen, ta prostor ni na Luni.
Ne? Mi se ves čas obnašamo, kot da je to na Luni, nima nobene zveze z nami in nima recimo nobene zveze z RTV. Seveda ima, to je na njihovem sistemu, to je prva stvar. Druga stvar, kot sem že rekel, jaz absolutno zagovarjam to, da ko zadeve presežejo meje logičnega, ne, pa tudi zelo dosti teh komentarjev je izrazito prostaških, je izrazito na robu, ne, tega, kar bi se lahko sicer kazensko preganjalo zaradi žalitev, groženj in tako naprej, če bi se vedelo koga. Ne. Zaradi česar sem jaz tudi zato, da se ljudje prijavljajo z imeni in priimki, da vemo, kdo so. In če nekdo, jaz ocenim, da nekdo me žali, jaz želim imeti pravico ga tožiti. Zdaj v tej situaciji vi nimate koga tožiti. Na vas se zlije 3 tone gnojnice in preživite, če morete. In to obremenjuje tudi celoten politični sistem. Ljudje ne želijo sodelovati v tovrstnih razpravah zaradi tega, ker ne želijo biti ves čas blatni. Zato jaz mislim, da ta prostor je, tako kot pravim, potrebno potegniti v isti prostor, kot velja v analognem prostoru. Pisma bralcev, samo da dovolite, ne? Pisma bralcev v časopisih, ne? Niso anonimna in niso kar nekaj. Ne? Tam so ljudje z imeni in priimki. Dajmo to isto narediti in dajmo, kar je najbolj pomembno, dajmo ljudem, ki so recimo napadeni, obsovani, ki se jim grozi in tako naprej, možnost, da se branijo. Da grejo na sodišče. Užalil si me, obsoval si me, ne, ogrozil si moje dobro ime in tako naprej. Jaz želim, da to razčistimo na sodišču. Ker smo že precej dolgo, bi samo na kratko ukrepe, ki bi vi recimo na področju komunikacijskih politik za urednike, za medije, ki se vam zdijo recimo ključne, da bi jih Slovenija mogoče morala sprejeti? Najprej. Jaz prvo mislim, da bi morali v šolskem sistemu poskrbeti dobesedno od vrtca do konca izobraževanja, ne, za vsebine, ki so ključne za državljansko življenje in danes je medijska, informacijska, digitalna pismenost ena izmed najbolj pomembnih. To je prva zadeva, s katero bi začel. Kar se pa urednikovanja tiče, pa se mi zdi prvič, da vsi skupaj prepoznajo, da komentarji niso eksteritorialni. Niso na Luni, ampak so na njihovih sistemih in oni za njih odgovarjajo. Jaz mislim, da bi morali tudi urednike zavezati za to, da odgovarjajo za vsebine. Ob tem, da zagovarjam svobodo govora, vso kritičnost, ne, vse, kar v analognem svetu obstaja. Ampak samo to prestavimo na digitalni svet. Skratka, odgovornost. Druga zadeva, ukinitev anonimnosti. Skratka, ljudje, ki komentirajo, naj to počnejo z imeni in priimki, razen če prijavljajo stvari, zaradi katerih jim je treba priznati anonimnost. Ampak zato, da nekoga popljuvaš, si ne zaslužiš anonimnosti. Ne? In zadnja stvar, absolutno uredniki imajo pravico in odgovornost, da umikajo objave, ki so zlonamerne, za katere je očitno, da so jih ustvarjali računalniki, za katere lahko dokažemo, da izvirajo iz tujih virov z namenom ogrožanja našega normalnega življenja, ki so žaljivi in tako naprej. Skratka, moramo sprejeti, ne, da življenje v družbi ne prinaša samo pravic, ampak tudi določene odgovornosti. Gospod Verčič, najlepša hvala. Vam se pa zahvaljujem za poslušanje tokratnega podcasta. Več vsebin, druge epizode in analize pa lahko najdete na www.trivelis.si.